V današnji avtomobilnosti poročamo, kaj je povedal Las Vegaški salon elektronike, ki je vse bolj tudi avtomobilski. Njegova sporočila bodo številnim delavcem kritično spremenila življenje. Preizkusili smo Seatovo Ibizo in Hondo Civic ter naredili prve kilometre z evropeiziranim Fordom iz Brazilije. In ponujamo vam tudi tehnično razlago dizelskih zimskih tegob. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V prejšnji, prvi letošnji oddaji smo izbrali slovenski avto leta. Tako kot smo glasovali v našem uredništvu, je tudi večina drugih uredništev na prvo mesto postavila Volkswagen Polo. Le ena točka ločila prvega in drugega na tem izboru. Na drugo mesto se je, lahko rečemo za las, uvrstila Škoda Kodiaq, kar še vedno na nek način pomeni, da imamo Slovenci zelo radi velik avto in da se malo više usedemo. V bistvu pa, če pogledamo, pa sta oba očarala predvsem z paketom dobljenega za denar, ki ga damo. In ko si ravno pri tehnologiji in sami varnosti, to je že vsebina, ki jo prinaša današnja oddaja. Selimo se namreč čez lužo v Las Vegas, kjer poteka CES, kjer tudi avtomobilski proizvajalci kažejo mišice, kar se tehnologije tiče. Welcome to CES 2018, the largest tech event, actually the largest business event in the world. CES always has been and always will be a launch pad for historic innovation. The technologies on display this week in Las Vegas are shaping our future. It was a great opportunity for us to demonstrate what the technology could do in terms of enabling a business to be more efficient about what they do. Of course, it's technology, and that's what the Consumer Electronics Show is all about. CES is such a show about disruption and disrupting the technology industry, and Toyota has a long history of being a disruptive force in the automotive industry. Together, we make the world a better place. Sprehod po CES-u pa začenjamo z avtonomnimi vozili. Najpomembnejša, verjetno ena sploh najpomembnejših novic letošnjega leta se je zgodila tokrat na CES-u. General Motors je dal vlogo za to, da se začne njihov, sicer do sedaj laboratorijski avto, v prihodnjem letu prodajati že kot serijski avtonomni avto. Serijski avtonomni avto, ki bi lahko že v prihodnjem letu začel pravzaprav neko revolucijo na področju storitvene dejavnosti. Če pa bi do avtonomnih vozil, serijskih avtonomnih vozil, res prišlo v tako hitrem času, potem se zna zgoditi to, kar kaže britanska raziskava, ki je bila objavljena v Guardianu, da naj bi do leta 2020, če bodo avtonomna vozila prevzela storitveno dejavnost, več milijonov ljudi izgubilo službo. Recimo, poštar, dostavljalec pic, pa cvetličar, pa hitra pošta, pogrebni zavod. Vsega ne bodo mogli delati roboti, ne? Ok, taksi, dostava hrane, otrok v šolo. This shuttle will allow us to provide new mobility solutions for campuses, airports, in semi-pedestrian streets in the center of cities. Najprej bomo torej robotizirali posel. Šele nato se bomo z vozili brez volana soočili na zasebnih poteh. Najprej v obliki majhnih šatlov, katerih poti ne bodo trdno določene kot pri vlaku, ampak bo pot začrtala uporaba mobilnih telefonov. V drugem sklopu CES-a pa se bomo posvetili še eni tehnološki lastnosti, ki se razvija, kar se tiče naših avtomobilov, in sicer to, da naj bi avto v prihodnosti postal morda celo naš najboljši prijatelj, tudi kar se pogovarjanja z njim tiče. We intend to revolutionize the way you interact with cars. The hearts of our vehicles used to be drivetrains. In the future, it will be their hard drives. In če smo do zdaj poznali že te asistenčne sisteme, ko si avto rekel, pokliči Andreja, bodo novi avtomobili nam znali pomagati že, če bom rekel, jaz bi pa nekaj pojedel, kaj pa misliš, da bi jedel Andrej? In avto bo že sam prepoznal, da mora recimo tebe poklicati in te vprašati, kaj bi ti danes jedel za kosilo. Ali pa, ne vem, odpravljam se tja in tja, kaj moram danes obuti. In to so tiste stvari, ki bodo v prihodnosti nam pomagale tudi pri izbiri avtomobila, na nek način tisto, kar je že 30 let nazaj počel David Hasselhoff v Knight Riderju. Ampak David je bil za nas junak z avtom, ki je reševal velike probleme. Zdaj pa ne vem, če govorimo vsi o istih užitkih v vožnjih,
če mi bo avto lahko povedal, kaj lahko jutri obujem. Ali nas avtomobilska prihodnost navdušuje ali skrbi, je seveda nepomembno. Dejstvo je, da bo naša mobilnost slej ko prej povsem drugačna in to že zaradi novega pogonskega vira. Seveda so vse otipljive avtomobilske novosti električno gnane, recimo novi Kia Niro, pa tudi Hyundai Nexo. Je pa več avtomobilskih novosti pokazal klasični avtomobilski salon v Detroitu, ki je potekal istočasno. Tam smo videli novo izvedbo legendarnega Mercedesovega G-ja in brez skrbi, še vedno je oglad. Tu je tudi kupejevska varianta X1, torej BMW X2, in Volkswagen je pokazal novo Jetto, torej limuzinskega Golfa oziroma manjšega Passata. Seveda pa je bilo motorno mesto polno velikih terencev in pick-upov, pri katerih je zanimivo še zlasti to, da pick-upi evropskih velikostnih mer tudi v Ameriki pridobivajo na veljavi. A roko na srce je ta avtosalon vse bolj v senci CES-a, vsaj po vsebinski plati. Objektivno gledano namreč detroitske novosti v širšem kontekstu ne pomenijo prav dosti. Tudi član uredništva avtomobilnosti, Sebastian, je bil na CES-u. Sebastian, kaj je bila tista stvar, ki ti je najbolj padla v oči? Definitivno to, da je CES povsem drugačen salon, kot smo navajeni salonov v Evropi. Večji površina namenjena na slovenskem avtomobilskem salonu, jo tam lahko enačimo s površino, ki je na voljo v enem od hotelov. Se pa CES dogaja na različnih lokacijah, v različnih hotelih in včasih potrebuješ tudi recimo vsaj 20 minut od enega hotela do drugega, ampak če se vrnem k temu, kaj je mene najbolj prepričalo tam in v čista mi padla predvsem dva, ki boste že konec leta zapeljala na ceste, tudi slovenske upajmo, in to sta Hyundaijev Nexo s pogonom na gorivne celice in pa Kiin Niro, povsem električni Niro, kar pa je tam zbudilo veliko zanimanja in tudi mojega, priznam, je pa povsem nov avto, povsem nova znamka Byton. Če smo včasih rekli, da si bogataši kupijo katerikoli avto, se zdaj vedno bolj pojavlja trend, da si ga pravzaprav kar naredijo. Veliko je govoril o vzporednicah celo s Teslo. Definitivno, ne. Vsakdo, ki poskuša posnemati ta model, seveda gre po istih tirnicah. Dober avto, zanimiva cena in pa obljube. Kako jih bojo uresničili, bomo pa še videli. EcoSport je Ford, ki so ga naredili za ves svet, najprej pa za Južno Ameriko. A že ko so lansko leto na salonu v Los Angelesu predstavili tole prenovljeno različico, so ameriški mediji razlagali, da gre za eno najpomembnejših novosti. To lahko razumemo kot dokaz, da je Ford ta globalni avtomobil zelo dobro prilagodil za bogatejši svet. In po nekaj prvih kilometrih lahko rečemo, da ga je tudi vrhunsko evropeiziral. This car, especially the evolution now has been designed very much with the European customer in mind, and everything we've done, also the offerings in the other market, they are having the European customer in mind. So we change a lot on the exterior, the front, the rear, the whole interior is new. You know, you've got a soft IP, an all new IP design, and new seats and everything. It is a global car, but it is very much tuned, what we're offering here in Europe, to the European customer taste. EcoSport je bil deležen počasnejšega začetka prodaje. Verjetno tudi zato, ker je svojo neevropsko poreklo kazal že na prvi pogled. Na zadku je imel namreč rezervno kolo. To je sicer tistim pravim avanturistom še vedno na voljo kot opcija, a naj povemo, da njegovo poreklo izvira iz Brazilije, kjer so rezervna kolesa pravih dimenzij še danes, ko gume ne pokajo kar tako, obvezna. V Evropi set za popravilo pnevmatik zadostuje, morda tudi zato, ker se le redko kdo spusti v težje cestne razmere.
Je pa dejstvo, da so štirikolesni pogon in sploh terenske kompetence v razredu malih SUV-jev redkost in Ford bi lahko zato z EcoSportovo ponudbo navdušil še kakšno manjšo ciljno skupino. All-wheels drive se sicer še bolj kot na terenu izkaže na cesti zaradi izredno hitrega razdeljevanja navora po vseh štirih kolesih in ne med osema, kar ga dela izredno suverenega tudi v dinamično odpeljanih ovinkih. Pri tem v oči zbode razlika v oddaljenosti od tal med različno motorizacijo. On the diesel, we have added an engine undershield that improves the sound in the cabin by stopping sound waves going to the ground and then reflecting back. But the undershield in itself is actually a softer part, so you lose the 3 centimeters. But if for some reason you will need the 3 centimeters more, you're not going to destroy the car. Ker gre za po prodaji najhitreje rastoči segment avtomobilov, je seveda EcoSport za Ford ključnega pomena. In v Kelnu dokaj dobro vedo, da množične prodaje ne bodo mogli doseči samo z zadovoljevanjem vozniško zahtevnejših kupcev. Zato so močno zaposlili svojo ekipo dizajnerjev. Ti so EcoSporta oblikovali na stopaško, zelo športno, dvobarvno lakiranje pa zagotavlja prepotrebno šminko, ki si jo danes tako želijo kupci. Kot ena močnih prednosti lahko izpostavimo še multimedijski sistem Sync 3, ki je po našem mnenju eden boljših, sploh če je v kombinaciji z zelo uravnoteženim opcijskim zvočnim sistemom. V nadaljevanju oddaje vam ponujamo testa Seata Ibize in Honda Civic, dveh zelo zanimivih avtomobilov. Eden je bil v finalu, drugi pa bi morda moral biti v finalu slovenskega avta leta. Avstrijski inženir nam je razložil, kaj se po zimi dogaja z dizelskim gorivom, v sklopu tokratnih novic pa imamo nekaj pikrih na račun BMW-ja. Tudi tokrat pa nadaljujemo serijo predstavitve 3 malih malčkov, ki so na naše ceste zapeljali v lanskem letu. En Volkswagen Polo je osvojil prvo mesto na tekmovanju za slovenski avto leta. Forda Fiesto smo vam predstavili v prejšnji oddaji, danes pa je čas, da spoznamo Seata Ibizo. Problematična znamka s španskim imenom, sedežem v Kataloniji in šefi iz Nemčije je končno dobila pravi zagon. Oziroma z drugimi besedami, v Nemčiji so rekli, da je konec heca. Tako je po mnogih letih finančnih težav koncern Volkswagen znamki Seat dal prioritetno mesto pri pridobivanju tehnike. Ibiza je recimo prva dobila novo koncernsko platformo, celo prej kot pomembnež številka 1 Volkswagen Polo. Pa tudi nasploh je videti, da je Seat končno našel svojo pravo vlogo v tej globalni nemški družbi. Kakšna je ta? No, PR-ovski odgovor pravi, da Seat v koncern privablja mlade in mlade po srcu. Mi se trudimo to razumeti bolj plastično. Seat je torej tista znamka, ki bo vedno prva postregla z najnovejšimi modernimi komunikacijsko-zabavnimi gadgeti, ki jih imajo mladi tako radi. Moderna povezljivost je poleg vse splošne simpatičnosti gotovo ključen adut tudi nove Ibize. A ko vanjo sedeš, zaznaš, da je adutov še mnogo več. Namreč konec je dobe, ko je bilo v Volkswagenih prijetneje sedeti, Ibiza zdaj v ničemer ne zaostaja za tehnično enakim Polom. In lahko jo pohvalimo, da ne vabi samo s šminko, oziroma v primeru tokratnega barvnega odtenka s pudrom, ampak tudi z vsebino. Namreč notranje mere bodo marsikatero družino presenetile, ko bodo ugotovile, da večjega avta v resnici ne rabijo tako zelo nujno. Pohvalimo tudi bencinski motor, ki je bolj varčen od večkrat nagrajenega litrskega trivaljnika iz Fieste. Je pa recimo Fiesta s svojimi voznimi lastnostmi veliko bolj dinamična, torej bolj vroča kot tokrat preizkušena Španka. Kot kažejo lanski rekordni prodajni rezultati, je Seat z novodobno ponudbo končno zadel glavo žeblja. A preden se po hitrem postopku odpravite v prodajni salon, vedite, da bo izbira morala biti precej subjektivna, kajti očitno so tudi Ibicini tekmeci, tudi tisti bližnji sorodniki, v slovenske salone zapeljali z dobrimi cenami in bogatimi opremskimi paketi. Tekma za kupce med najnovejšimi in tudi najboljšimi malčki na trgu se je vsaj tu pri nas v Sloveniji očitno kar močno zaostrila.
Preizkusili smo Seata Ibizo, na slovenske ceste pa je v teh dneh zapeljala nova Arona, torej mali Seatov SUV, ki vozi na Ibicini osnovi. Na prvi vožnji nas je Arona precej navdušila, z navdušenjem pa smo se vrnili tudi z prve vožnje Kia Stinger, ki se je prav tako v teh dneh pripeljal k nam. Sicer pa je novica tedna predvsem dejstvo, da se je BMW v Ameriki odločil zaračunavati uporabo CarPlaya in sicer z letno naročnino $80. Kot so izračunali novinarski kolegi pri ameriškem CNET-u, je to povsem neupravičeno, saj recimo za CarPlay Apple BMW ne plača nič. No, v evropskih državah naj ne bi bilo tako, sploh pa ne v Sloveniji, saj pri nas BMW sistema CarPlay sploh ne omogoča. Še ena pikra na BMW-jev račun prihaja iz Los Angelesa. Raziskovalni novinarji CBS-a so izbrskali, da $10 milijonov vredna flota policijskih i3 miruje, policisti jih ne uporabljajo niti za administrativne namene, katerim so namenjeni. Bolj pozitivna novica iz BMW-ja pa govori, da so izvedli najdaljši neprekinjen drift. Po strani so se vozili kar 8 ur. M5 so morali vmes 4-krat napolniti z gorivom in točenje je že samo po sebi izredno zanimivo. Mimogrede, redek Volvo kupé pokojnega Davida Bowieja, s katero je Bowie kazal svoj električen okus, so prodali za dober denar, €180,000. Manj kot €10,000 pa naj bi dosegla običajna rokerska avta razreda S in sedmica, ki jo prodajata člana skupin Bee Gees in Status Quo. Teden je prinesel tudi prvo risbo nove Fabije, ki jo bodo pokazali na marčevskem ženevskem avtosalonu, ki pa ga bo tokrat izpustil Opel. PSA namreč varčuje. Novi je tudi kupé s 3 bočnimi vrati, Hyundai Veloster. Dočakali smo tudi uradno premiero novega RS-a, Megana RS. Ja, pohvaljeno 4-kolesno krmiljenje bo njegov največji adut. Pokazali so tudi Clio RS 18, črno-rumeno zver v barvah najbolj slavnih Renaultovih F1 dirkalnikov. Seveda gre za avto za zbiratelje. Na zbiratelje pa računajo tudi pri Fordu, kjer so Mustanga obarvali v barve McQueenovega Bulleta. Na dražbi zbrani denar pa bo šel v dobrodelne namene. In ko smo ravno v dirkaških vodah, ne boste verjeli, Sir Stirling Moss se je pri 88 letih končno uradno upokojil. Tokratne MMC-jeve avtomobilske novice pa zaključujemo na zeleni strani. Nissan je v Veliki Britaniji začel prodajati solarne panele za hiše. Starim gorivom in agregatom so na nek način šteti dnevi. Ampak to še ne pomeni, da se tako agregati kot tudi goriva ne razvijajo. No, v naslednjih minutah vam bomo pokazali prispevek, kjer smo govorili s strokovnjakom, ki nam je razložil, zakaj so predvsem nizke temperature v kombinaciji z dizelskim gorivom tako zahtevne za samo vozilo in kako so oni to težavo zaobšli. Why the diesel causes problems to the engine when it's low temperature? When it gets colder, you will see that there's a building of paraffins. The lower the temperature, the more paraffins are built. It's a kind of wax crystal. And these solid parts are then in the fuel system, and time by time they are clogging the filter system of the engine. And if a relevant share of these particulates cover the filter surface, this filter gets blocked and the fuel supply to the engine stops. This is why some customer experience in cold ambient that engine is not able to start, or even worse, it will start and during the first minutes of operation the engine stops because of filter blocking. This is the behavior in very cold ambience with normal diesel fuel. How can we overcome the situation? In general, just to avoid this building of paraffin wax crystals during cold ambient temperature. So it sounds easy, but it isn't easy, because it's a chemical behavior of classical diesel fuel. And if you want to change this behavior, you have to change the chemical composition of the diesel fuel. And this is what we did. So we really deparaffined the diesel fuel by specific processes, by specific treatment, reduced the paraffinic content, and therefore we achieved that even with lower temperatures the fuel is clear and bright, that you see no wax crystals.
and we reduced this, it's called cloud point, when it's the temperature when the first wax crystals are built, and we dropped this cloud point significantly. And with additional additives, we could achieve that the operability of this Max Motion diesel is dropped down to -40. So it's not just additives, you change the diesel at its core. Definitely, yeah. Well, the temperature is not the only thing that the new diesel brings. Temperature is not the only thing. It might be the main thing, special for customers which are experiencing very cold ambient temperatures. But in addition, the engine protection is also an important target for us. What means engine protection? Engine protection means to care for a clean engine, because it's very clear, cleaner engine can provide better combustion, better fuel consumption, and at the end better emissions, which is important for the environmental as well. Japonci so zanimiv narod, sploh na inženirskem področju. Niso vedno prvi, so pa vedno prvi, ki dojamejo širšo sliko. Za razliko od mnogim jim je tako jasno, kaj bo neka nova ideja potegnila za sabo. In to nam dokazuje novi Civic 10. generacije. To namreč ni prvi 5-vratni kupé, je pa Honda prva avtomobilska znamka, ki je v golfovem razredu, torej v poslovnem smislu ključnem razredu, klasično kombi limuzino zamenjala s kupejem. Sama po sebi je ideja pravzaprav logična, saj je zgolj odgovor na to, kar narekujejo prodajne številke. Klasiki so izgubili svojo klientelo, danes si večina želi izključno SUV-je, edini, ki še vztrajajo pri nizkem položaju za volanom, pa hočejo, da je njihov avtomobil videti športno, divje, drzno. Medtem ko si konkurenčne znamke tako drastičnega ukrepa ne upajo izvesti, pa se je Hondi ta korak zdel razmeroma lahek, kajti Civic je bil vselej priljubljen pri cestnih divjakih in podobnih ljubiteljih agresivno napimpanih avtov. Športnost je imel Civic v svojem značaju že vseh preteklih 9 generacij. Je pa ravno zato nadvse pohvalno, da novi Civic kljub tej delikventni obliki ohranja vse tisto, kar mora klasik ponuditi. To je vsakdanja uporabnost, se pravi velik, čeprav plitek prtljažnik, številne predale v kabini, pa tudi vse splošno udobje, vsaj za tiste, ki so nižji od 175 cm. Višje rasli bodo recimo zadaj dosegli strop. A vsekakor je nedvoumno. Bistvo 10. Civica ni samo oblika, za katero vsak misli, da gre za Type R. Ne, še bolj kot doslej je prisoten športni karakter. Lega je resnično izvrstna, volan pa močno nadpovprečno direkten, kar se resnično izkaže med ovinkarjenjem po praznih slovenskih podeželskih cestah. In tu je tudi motor, ki noče več cviliti v ultravisokih vrtljajih, ampak nudi tisto, kar nam med športno vožnjo po Sloveniji dejansko pride veliko bolj prav. Če je bilo namreč pri tistih slavnih VTEC-ih treba za vsako figo prestaviti v drugo ali celo v prvo prestavo, da je avto dobil tiste opevane športne vrtljaje, Turbo zdaj poskrbi, da Civic suvereno povleče iz slovenskih zaprtih ovinkov že iz najnižjih vrtljajev. Ob tem pa Honda svoj know-how motoroznanstva dokaže tudi v zelo sprejemljivi porabi. Tudi v prihodnji oddaji pa še ostajamo čez lužo na CES-u, kjer bomo gledali, kako nove tehnologije, predvsem pa avtonomna vozila, oblikujejo mesta in kako se mesta na nek način s tehnologijo tudi spreminjajo. Na ta način mesta postajajo pametna. In pametni bomo tudi v prihodnji oddaji, ko bomo pametne rešitve za pametna mesta lokalizirali v Ljubljano. Tako se bomo z našimi sogovorniki v prihodnji oddaji spraševali, ali je Ljubljana kot naše največje mesto sploh dovolj velika, da take pametne rešitve in recimo elektrifikacijo pripelje do realizacije. No in ko smo ravno pri sami elektrifikaciji, prav zanimiva težava je nastala na Norveškem, kjer električni oziroma vozniki električnih vozil in tisti na klasičen pogon nekako ne najdejo več skupnega jezika. Norveška je zelo zanimiva. Lansko leto se je tam prodalo prvič več električnih avtomobilov ali avtomobilov z električnimi pogoni kot navadnih avtomobilov, klasično gnanih. Ampak
Zanimiv primer Norveške je predvsem zato, ker gre za državo, ki je izjemno bogata. Norveška je pred niti ne dobrimi 50 leti odkrila velike zaloge nafte in plina in iz tega črpa subvencije za nakup električnih avtomobilov. Kaj pa se lahko naučijo vse ostale države, vključno za Slovenijo, za primera Norveške, ki si je lansko leto že pokazal, pa je, da ko se tako zelo stimulirajo nakupi električnih avtomobilov, se zgodi zaradi te pozitivne diskriminacije med vozniki pravzaprav tudi že rahlo zaznaven odpor. Tisti, ki se niso še odločili za nakup električnega avtomobila, so dvignili glas in na vlado naslovili kar precej jasno negodovanje, da oni plačujejo za gorivo, da se plačujejo parkirnina v mestih, plačujejo avtoceste, predornine in tako polnijo norveški proračun, iz katerega se drugim omogoča nakup električnih avtomobilov. Torej, kar se iz tega norveškega primera lahko vsi skupaj naučimo, je, da električni avtomobili se bodo morali sami prodajati, takrat pa bodo zaživeli resnično svoje življenje. In to se bo tudi zagotovo zgodilo. No, takšne in podobne zgodbe jih vedno najdete tudi na naši spletni strani Avtomobilnost oziroma Zavihko avtomobilnost na MMC-ju. Kaj več o oddaji tudi na našem YouTube kanalu in pa seveda na Facebooku in Instagramu, drugače pa se vidimo spet prihodnji teden.